Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o papežu Benediktu XVI, ki je pred kratkim umrl, natančneje 31. decembra 2022. Tudi preden je Ratzinger vstopil v duhovniške vrste, je bil namreč v Hitlerjevi mladini. Njegovo pravo ime je Josef Alois Ratzinger, po rodu pa je Nemec. To, da je bil član Hitlerjeve mladine, se je izvedelo šele, ko so ga razglasili za papeža. V Hitlerjevi mladini pa je služil pred drugo svetovno vojno in med drugo svetovno vojno. Vendar se o njegovi službi v drugi svetovni vojni načeloma ne razpravlja. V bistvu je bil Benedikt eden najbolj poznanih nemških veteranov druge svetovne vojne. In prav zaradi tega, ker je služil v Hitlerjevi mladini, se o temu ne govori najbolj pogosto. Rodil se je leta 1927 na Bavarskem. Njegov oče je bil lokalni policist. Josepovo drugo ime je bilo tudi ime po njegovemu očetu. Že pri mladih letih je Josef Ratzinger začutil, da hoče postati duhovnik. Njegov oče ni maral nacistov, preprosto nekako je vedel, da niso ljudje, ki bi jim zaupal. Josef Ratzinger je tudi dejal, naš oče je bil velik sovražnik nacistov, ker je verjel, da so čisto nasprotje naše vere. Pri 10 letih se je Josepova družina preselila v Traunstein, saj se je njegov oče upokojil in so za družino zaživeli na kmetiji. Ampak Josep se je moral kmalu pridružiti Hitlerjevi mladini, saj je moral biti kot mlad mož pripravljen se boriti za Nemčijo, tako kot je zahteval nemški rajh. Svojo dolžnost je opravil kljub temu, da je nasprotoval militarizmu in rasizmu, ki jima je bil zelo izpostavljen. Ko je končal usposabljanje, je odšel v semenišče, kjer se je začel učiti za duhovnika, vendar študija ni mogel dokončati zaradi nemške politike. Nacistična politika je hudo prizadela njegovo družino. Ko je leta 1941 eden od njegovih bratrancev, ki je imel Downov sindrom, bil umorjen v akciji za evtanizijo. Kasneje pa so še njegovega brata leta 1942, ki je tudi postal duhovnik, sicer kasneje po vojni, poslali v Italijo, ker je bil leta 1944 ranjen. Do leta 1943, ko je Nemčija začela izgubljati vojno in se začeli soočati z problemom delovne sile, so prav zaradi tega ogromno najstnikov in otrok vpoklicali v obrambo Rajha pred vse močnejšimi napadi zaveznikov iz zraka. In tako je bil tudi Ratzinger leta 1943 pri 16 letih vpoklican v Luftwaffe in sicer v Flakhelfer, ki je bil pomožna veja zračnih sil in so skrbeli za radar in za protiletalsko obrambo. Leta 1943 sta bila vpoklicana 2 letnika, 1927 in 1928. To je bilo kar 660.000 mož, ki so skrbeli za zračno obrambo Nemčije. Za zračno obrambo pa je skrbelo tudi več kot 40.500 mladih deklet. Med protizračno obrambo se je znašel tudi sin Ervina Rommla. Mladi fantje in dekleta so bili že po večini odlično vključeni v nacistično ideologijo in postajali so fanatični in prav zaradi tega so se še posebej trudili pri urjenju v Hitlerjevi mladini, predvsem pri streljanju in vojaških opravilih. Mladi Josep je bil namreč zadolžen pri raketni bateriji blizu Münchna. Njega in njegovim tovarišem so naročili naj stražijo tovarno BMW-ja, vendar pa so jih nekaj tednov kasneje deportirali v Glihing, jugozahodno od Münchna, kjer so varovali tovarno letal. V eni od akcij je bil eden od njegovih tovarišev ubit, zato je zapadel v žalost in potrtost. Septembra 1944 se je za nekaj časa vrnil domov, vendar je Ratzinger tam le prejel dokument, da je premeščen v redno vojsko, kjer so jih vodili fanatični voditelji, ki pa so bili že bolj nori kot pa normalni. Ko so izvedeli, da hoče postati duhovnik, so ga zbadali in zmerjali, medtem ko so kopali protitankovske jarke. Vendar so ga kmalu poslali domov, vendar ne za dolgo. Kmalu so ga poslali zopet v München, v redno vojsko, kjer je dobil poveljnika, ki je bil velik antinacist. Tako je. Niso bili vsi nemški vojaki nacisti. In prav ta poveljnik je zelo dobro skrbel za svoje vojake. Kasneje, maja 1945, ko je vse šlo k koncu, se je odločil dezertirati, saj je njegova enota razpadla.
Odpravil se je proti domu. Tam je ugotovil, da je njegova družina pod ameriško zasedbo. Zato so ga poslali v taborišče, kjer so hoteli videti, ali je tudi on tak fanatik, kakor večina njegovih vrstnikov. Kasneje, 19. aprila 2005, je Josip Alojz Ratzinger tudi postal papež. Postal je Benedikt XVI in svojo službo opravljal vse do leta 2013, 28. februarja, ko se je upokojil. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.